Spoštovane dame, spoštovani gospodje, kolegice in kolegi, antifašistke in antifašisti. Lepo pozdravljeni danes na 80. obletnico konca druge svetovne vojne v Evropi na otvoritvi razstave Trdnjava upornosti in duha, Ljubljanska univerza v času okupacije in narodno-osvobodilnega gibanja 1941 do 1945. 80. obletnica konca druge svetovne vojne v Evropi pomeni tudi 80. obletnico zmage nad evropskim nacifašizmom. Zmage, h kateri je na Slovenskem pomemben del prispevala tudi naša univerza, Univerza v Ljubljani. 80 let je dolga doba. Včasih se zdi dovolj dolga, da grozote, ki so se jim zoperstavljali takratni Slovenke in Slovenci, počasi tonejo v pozabo. Ravno zato se moramo vedno znova spominjati vrednot in vrlin, ki so jih gojili takratne študentke in študentje, profesorice in profesori. In ne nazadnje jih moramo obujati in gojiti tudi sami. Želim si, da bi naša univerza in njen del, naša filozofska fakulteta, zavedno ostali trdnjavi upornosti in duha. Besedo predajam dekani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorici doktorici Mojci Šlamberger-Brezar. Hvala lepa. Spoštovana predstojnica oddelka za zgodovino, izredna profesorica doktorica Kornelija Ajlec, spoštovani avtorji razstave iz Središča za javno zgodovino in njihov vodja, profesor dr. Božo Repe, spoštovane kolegice in kolegi, študentke in študentje, spoštovani gostje. Ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne so nam sodelavci oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Središča za javno zgodovino v okviru leta dediščine pripravili dva dogodka. Veš poet svoj dolg, ki se je odvil v sredo v centru Rog, in razstavo Trdnjava upornosti, Ljubljanska univerza v času okupacije in osvobodilnega gibanja 1941-45, ki je pred nami in bo na ogled do 31. maja 2025. Čeprav se zdi, kot nam sporočajo mediji, da je 80 let dolga doba za življenje v miru, so nam v razstavi predstavljeni dogodki nevarno blizu, tako v času kot prostoru. Skupaj živimo generacije naših staršev, ki so vojno še izkusile, naše generacije rojene dobrih 20 let po vojni, pa sedanji študentje in študentke, med katerimi so tudi taki, ki so zbežali z vojnih območij. Kot nekdanja APZ-jevka v srcu nosim zadnjo izvedbo pesmi Lipa zelenela je, ki jo je zapel tedanji moški akademski zbor ob razglasitvi kulturnega molka in ki je del naše dediščine in tradicije. Glede na trenutno stanje v svetu je taka razstava tukaj v pravem času, kot opomin in hkrati dokaz, da se iz zgodovine nismo veliko naučili. Univerza kot trdnjava upornosti je zelo poveden naslov in Filozofska fakulteta kot osrednja slovenska izobraževalna inštitucija za humanistiko in družboslovje ve svoj dolg, če parafraziram Župančiča. Vendar je v času globalne ekonomije in internacionalizacije vprašanje etike in njene monetizacije postalo bolj kompleksno. Prizadevanja za varnost so podrla prizadevanja za trajnost in v to smer gre tudi delitev denarja za raziskave in projekte. Črta med raziskavami za dobrobit ljudi ali njihovo uničevanje je tanka in krhka, sploh kadar se rožlja z orožjem. Zato se univerza mora zavedati svoje odgovornosti, da javnost in skupnost ozavešča o pomenu miru in da v tem duhu vzgaja svoje študentke in študente. Hvala avtorjem razstave, da nas skozi pogled na preteklost ozaveščate za prihodnost. Hvala, gospa dekanja. Že pred začetkom druge svetovne vojne so Slovenke in Slovenci na Koroškem in na zasedeni Primorski lahko okusili fašistični teror. V začetku aprila 1941 pa je z nemškim in italijanskim napadom na Kraljevino Jugoslavijo ta teror dosegel tudi Slovenke in Slovence na tej strani meje. Toda naši predniki se niso dali.
Okupatorjem so se zoperstavili na vseh področjih, tudi kulturnem. Zato so leta 1942 razglasili kulturni molk, predtem pa je Akademski pevski zbor pod vodstvom Franceta Marota 12. decembra leta 1941 izvedel zadnji koncert do konca vojne. V znak upora so zapeli tudi pesem Lipa zelenela je. Danes jo bomo v spomin na ta dogodek slišali iz ust Eve Gašperič, na klavirju pa jo bo spremljala Viktorija Malnarič. Izvolite. Eva in Viktorija, hvala. Zdaj pa k predstavitvi razstave vabim enega od njenih avtorjev, profesorja dr. Boža Repeta. Spoštovana gospa dekanja, spoštovana oba prodekana, spoštovani navzoči. To razstavo posvečamo generaciji profesorjev in študentov, ki je v najtežjih časih storila največ za univerzo, za slovenski narod in za našo državo. Študenti in profesorji so bili med ustanovitelji Osvobodilne fronte. Bili so v središču odpora. Organizirali so ilegalni tisk, radio kričač, ponarejali dokumente, pomagali ranjencem, ustanovili skrite bolnišnice. Študentke, pogosto spregledane, so še posebej v Ljubljani nosile največje breme ilegalnega dela. Leta 1941 je bilo na univerzi vpisanih več kot 2200 študentov. 2 leti pozneje le še 1400. Kar 600 jih je šlo v partizane.
200 jih je padlih. Tudi tisti, ki so ostali, so pomagali osvobodilni organizaciji. Mnogi so bili ustreljeni, profesorji zaprti, izgnani. Dekana te fakultete, Frana Šturma, in tajnika univerze Karla Sketelja je umorila domobranska Črna roka. Šturm je bil edini udeleženec ustanovnega sestanka Osvobodilne fronte, ki vojne ni preživel. Tudi univerza je bila del širšega kulturnega razkola. Večina slovenskih kulturnikov in akademikov je podprla Osvobodilno fronto. Univerzitetno vodstvo pod okupacijo se je taktično izogibalo odprti politični opredelitvi. Se je pa dosledno in pogumno zavzemalo za zaprte profesorje in študente. Bilo je pod stalnim pritiskom okupatorjev, domobrancev in študentskih klerofašističnih organizacij stražarji in mladi borci. A notranje je bila univerza trdnjava odpora, tesno povezana z vodstvom Osvobodilne fronte. Univerzo je vodil dr. Milko Kos. Po osvoboditvi so ga nove oblasti potrdile. Že 14 dni po koncu vojne je univerza znova polno delovala. To je bila zmaga razuma in poguma. Med vojno je Osvobodilna fronta ustanovila znanstveni inštitut. Edini tak v evropskem odporniškem gibanju. Znanstveniki v kočevskih gozdovih niso pisali samo o boju. Pripravljali so načrte za slovenske mejne zahteve, razmišljali so o prihodnosti, o šolstvu, znanosti, pisali zakone. Bili so zadolženi za varstvo kulturne dediščine, za koncipiranje sistema, v katerem bodo gozdovi last vseh in ne fevdalcev. Mnoge današnje institucije, recimo Statistični zavod, so nastale takrat. Simbolno je moč kulture izražala uvedba Prešernovega dne. Verjeli so, da bo v novi družbi znanje vodilna sila. Načrtovali so slovensko državo kot federalno republiko v Jugoslaviji. In res, v 10 letih po vojni je Slovenija ostala iz pepela, obnovljena, industrializirana, na ravni srednje razvite države. Ljudje, o katerih govori ta razstava, so imeli voljo, so imeli vizijo. Kaj pa danes? Danes ne tvegamo življenja. Živimo mirno in udobno, zaenkrat. To je bil tudi cilj generacije, ki se je za to žrtvovala. A njen namen ni bil ustvarjati mediokritetno družbo, ki se boji nazorsko opredeliti, ki si še kakšne peticije ne upa podpisati, v kateri študenti ne hodijo na volitve. Skupek posameznikov na nekem področju, ki računajo, da bodo trdo priborjene pravice že ubranil nekdo drug. Ni si predstavljala, da bodo njihovi nasledniki razpeti med nervozen, brezkončen boj za ure, projekte in habilitacije na eni strani in dopuste in mostove čez praznike na drugi strani, brez vidne vloge v družbi. Slovenska družba je v 30 letih postala družba antiintelektualizma. Ne vodita je kultura in humanizem, nista njena središčna točka, kot je bilo v času narodno-osvobodilnega boja in kot so si predstavljali v nazorsko različni osvobodilni fronti, tako komunisti kot katoliki in liberalci. Stranke nimajo intelektualnega zaledja, niti si ga ne želijo. Država nima nikakršnega strateškega inštituta in ne dolgoročnega načrtovanja. Slovenija je postala družba, kjer kultura in znanje kljub besedam politikov v resnici ne odločata več. Lahko seveda zato krivimo neoliberalni koncept družbe, ki smo ga nekritično sprejeli, in globalizacijo, a tudi sebe. Ko so razumniki iz 80 let iz civilne družbe prešli v politiko, so se,
namesto da bi dvignili raven politične kulture, sami spustili v kulturni boj in neusmiljeno medsebojno politično obračunavanje. Ljudje iz akademskih krogov so strankam pomagali ustvariti in zacementirati partitokratski sistem, v katerem živimo. Utemeljevali so mnogo kaj. Zakaj lahko gozdove damo nazaj fevdalcem, zakaj imajo pivovarne pravico do pitne vode in tako naprej. Še marsikaj drugega, da ne naštevam. Univerze niso več templji razuma, so servisi gospodarstva. Znanost, še posebej humanistična, je strošek. Študijske programe prilagajamo trgu, ne družbi, in še manj njeni viziji in dolgoročnemu preživetju. Danes se v umetnosti glasuje na referendumu. Kdo je dovolj naš? Kdo ustvarja prav? Kdo ustvarja entartete Kunst? Kdo si zasluži pokojnino in kdo ne? Spoštovani, leta 1991 je bila Slovenija zaradi vizije, ki je nastala v kočevskih gozdovih, izgrajena država. Osamosvojitev ni bila začetek, temveč konec poti, ki se je začela med vojno. Osamosvojitev je prinesla vstop v mednarodne inštitucije in mednarodno priznanje, a je hkrati iz zgodovinskega projekta prešla v brezusmerjenost. Politične elite so z olajšanjem odgovornost za slovenski razvoj in obstoj prenesle na Evropsko unijo. A Evropa je ujeta v notranje konflikte med pollegitimnim izvršnim centrom in suverenostjo posameznih držav. Obstaja realna nevarnost, da se bo v prihodnjih desetletjih skrčila na manjše, tesnejše integrirano jedro, medtem ko bodo obrobne države potisnjene v stanje trajne odvisnosti in nestabilnosti. To se dejansko že dogaja. V Uniji sobivajo država z diametralno nasprotnimi pogledi na temeljne pravice. Slovenija je na prihodnost popolnoma nepripravljena. Zaradi razprodaje tistega, kar je ustvarila prejšnja generacija, nima bank, ne obvladuje finančnega sistema in le majhen del energetskega sistema, za katerega poteka neusmiljen politični boj. Prehransko je odvisna od drugih, prometno marginalizirana, vanjo ekonomsko penetrirajo sosednje države. Na globalni ravni živimo v svetu digitalnega fevdalizma, razpadanja reda, prerazporejanja moči in tehnološke negotovosti. Svet postaja večpolaren, razdrobljen in nevaren. V takem svetu majhne in razkrojene države brez vizije nimajo prihodnosti. Znameniti španski filozof Ortega y Gasset je v zelo podobnem času, v 30 letih prejšnjega stoletja, zapisal, da država propadajo, ko izgubijo notranjo kohezijo, ko elita ne vodi in množice nimajo ciljev. Slovenija je danes natanko taka državica in soodgovoren je tudi akademski svet. Tudi jaz bom končal z Otonom Župančičem in njegovim vprašanjem Veš pojet svoj dolg, s katerim se je obrnil leta 1941 na intelektualce. Zakaj nimaš nič besed, zakaj se zagrinješ v molk? Če nas bo razstava vsaj za trenutek spodbudila k kritičnemu razmisleku o naši odgovornosti, o vlogi znanja, kulture in univerze v slovenski družbi in o prihodnosti te države, za katero je tedanja generacija toliko žrtvovala, bo dosegla svoj namen. Hvala lepa. Profesor Repe, hvala. Vojna ni le stvar velikih ljudi. Vojna se dotakne tudi, oziroma celo predvsem malih ljudi. Eva Gašperič nam bo ob spremljavi Viktorije Malnarič zapela o malem človeku, o pastirčku. Eva Gašperič in Viktorija Malnarič, Pastirče mlado. Izvolita.
Hvala Eva in Viktorija, hvala ustvarjalcem razstave, ki smo jo danes otvorili, in hvala vsem vam, dragi gostje in drage gostje, da ste si vzeli čas in se skupaj z nami spomnili dogodkov izpred 80 in več let. Upajmo in prizadevajmo si, da se jih bomo spominjali zavedno. Srečno.